Ja, zgleda, da je nastala ena taka tišina, ki pričakuje začetek, tako da predlagam, da kar začnemo. Lepo pozdravljeni na nocojšnjem dogodku, kjer bomo proslavili nastanek, izid knjige Strip preobrazbe, ki je plod sodelovanja dveh revij, Strip burgerja in literature z veliko začetnico in združuje tako rekoč dve veji umetnosti, literaturo z malo začetnico in strip. Zdaj, strip je zmerno z veliko začetnico, točno tako. Izbor zgodb, eno tako predlogo za zgodbe, pa spremno besedo je prispeval Žiga Rus, ki se tudi nahaja med publiko in ga bomo po... Žiga, kje se skrivaš? Snemaš. Ko se bo Žiga pojavil, bomo mogoče njemu kakšno vprašanje glede izbora zastavili. Drugače pa striperka in striperji, ki so sodelovali pri projektu, ker se pač lepo spodobi vse naštet, so bili Jakob Klemenčič, Marko Kociper, Matej Kocijan Koco, Tanja Komadina in Igor Šinkovec, Primož Krašna, Martin Ramoveš, Gašper Rus, Iztok Sitar, Matej Stupica in Andrej Štular. Zgodbe, ki so služile za predlogom, pa so prispevali Andrej Blatnik, Nejc Gazvoda, Zoran Kneževič, Mojca Komerdej, Blaž Kutin, Vesna Lemajič, Miha Macini, Tomo Podstenšek, Ana Šnabel, Andrej Tomažin in Zarja Vršič. Več o tem se bomo pogovarjali z nocojšnjimi gosti. To so, če začnem kar z najbolj oddaljenim, Andrej Blatnik, ki je pisatelj, urednik pri Cankarjevi založbi in profesor na Filozofski fakulteti. Tanja Komadina, ilustratorka in striperka ter likovna urednica pri Mladinski knjigi. In Andrej Štular, ki mislim, da je najboljši opis svojega dela prispeval kar na svoji spletni strani, pa bom kar to navedla, ustvarjalec, ki je dejaven na različnih umetniških področjih. Vsi trije ste bili vključeni v tole antologijo, Andrej Blatnik kot avtor ene od zgodb, Tanja in Andrej Štular kot tista, ki sta zgodbo preobrazila pravzaprav v strip. In ker sta tukaj v večini, bom kar vama naslovila tisto prvo vprašanje. Zanima me, ko sta dobila ta izbor, vama je bila zgodba, ki vama je bila, sta jo sama izbrala, vama je nekdo določil zgodbo, kaj bi jo je prepričalo v zgodbi, ki ste jo na koncu ustripila? Kdo bo začel? Dobili smo kar nekaj zgodb za prebrati. In kar nekaj časa je trajalo, da sem se odločila, čeprav sem med branjem, pač bistveno pri meni je to, da med branjem že, kar se mi dogaja tudi pri kjerikoli literaturi, ki jo berem, ampak kadar sem pa pozvana k temu, da jo pač v tem primeru preobrazim v strip, pa ves čas zelo moram v bistvu videti, že takoj med branjem, ali jo lahko kadriram, ali lahko iz nje ustvarjam neko zaporedje, tudi če ga moram zamenjati. Pa če mi dovoli v bistvu, da jo na nek način, da je nekaj še, da nekaj prostor še odprem, no. Če je vse zelo točno definirano, mi pač moram temu slediti. Pa da me seveda tema zanima, da me nekaj pritegne, da me v bistvu bo čustveno v bistvu držala pri delu. To je neko tako prvo izhodišče, potem pa so pač še zelo drobne reči, ki pa pač v katerih pa potem razmišljaš, ko začneš delati na stripu. Kaj pa ti, Andrej? Andrej Štular, da ne bo povedal. Ja. Jaz bolj intuitivno se lotevam stvari, se pravi, ne vem. Najprej mi mora biti všeč, mora biti pač uprizorljivo, recimo, če bi lahko temu rekel, oziroma nekako izvedljivo tudi v risbi.
vedno se pa tudi oddalim, jaz ne grem stvari dobesedno delati, tako da vedno pač lahko odplavam, tako da pripoved lahko govori o eni stvari, jaz pa tako kar grem v svoj park. Tako da v bistvu, ja, dobili smo pač nek nabor, nek izbor teh del. Jaz sem malo tudi po svoje potem zapodil, sem imel neke stvari, ki so se mi zdeli blazno fajne, recimo tudi neke starejše stvari. Tako da v bistvu v tem izboru sem v bistvu najprej Pregla, pa Kneževiča, pa potem v bistvu, bom kasneje povedal, Kneževič nekako padel noter. Potem sem se pa v bistvu odločil za zgodbo Zarje Vršič, ki se mi zdelo tako, da v bistvu vsebuje pač tako in neke elemente, ne vem, satire, mogoče še celo nadrealizma, ki mi je dosti blizu, tako da v bistvu je pa tako nekako odločitev padla dosti pozno, no. Bom pa kasneje povedal, verjetno, ko bo tudi kakšno dodatno vprašanje, kakšne probleme sem imel pri tem, recimo, pa tako naprej, pri sami izvedbi. Tukaj je zdaj dosti takih cliffhangerjev, ne? Tudi k tej uprizorljivosti oziroma vprašanju tega bi se kasneje še malo vrnila. Zdaj bi pa Andrej Blatnik tebi zastavila prvo vprašanje in sicer popravi me, če se motim, to ni prva tvoja zgodba, ki se znajde v stripu, ali pač? Ne, ni prva, ena je bila že ustripljena in sicer jo je ustripil nek beograjski risar, ne, tako da zdaj, če bi začel tako v slogu Uroša Zupana, bi rekel, dolgo sem čakal, da je končno tudi jaz sem prišel v strip, ne, če začnemo malo s takimi starčastimi tečnarjeti, ampak zdaj mogoče, da malo odgovorim na to vprašanje, kaj sem pa jaz občutil, ki mi ga sicer nisi zastavila, si da pa prejšnjima dvema, ne, tako da se malo izenačimo na tem liniji. Vprašanje bi bilo tudi, kako se ti počutiš, ne, ob tem, ko vidiš svoj tekst, ki ni več tvoj tekst na nek način. Počutil sem se seveda zelo odlično in veličastno, ne samo zato, ker sem končno prišel na vrsto, in ne samo zato, ker na nek način mi je zbili zelo drago, da besedila prehajajo v druge medije. Jaz sicer nisem strašno reden bralec stripov, sem pa strašno reden bralec stripov po literaturi, po literarnih delih, ker me zelo zanima ravno ta prehod. In ker sem seveda poznal kot Ciprovo delo, ker je on naredil ogromno literarnih predelav, med drugim predelav Vika Medendorferja, ki je sicer zelo zanimiv in izjemalen avtor, sem tudi vedel, da je to zanimiv, zato ker bo on to postavil na način, ki bo drugačen, kot sem jaz pisal. Ne. To se mi je zdelo super. Ne. Jaz sem ga seveda za malo tako, se malo razlikujem od tajne, kar mogoče včasih malo preveč alegorično, kot Cipro je pa zelo pritlehne. In je tudi ta strip naredil iz neke take splošne zgodbe, ne bom zdaj obnavljal zgodbe, čeprav ne bi vzela veliko, je naredil zelo beseno, zelo telesno. Ne. To je nekaj, na kar jaz malkrat pomislim, ko gledam svojo literaturo, mi je odprl novo dimenzijo, bilo je čudovito, morda še kdaj. Ja, prav gotovo. Zdaj, ko si omenil tole, ne, pravzaprav obstaja, tako rekoč, ustripitev ali ustripljanje ali kakorkoli bi se že temu reklo, ne bomo ta večer ali pa bomo izumljali še kakšne nove glagole. Ta prehod, ta preobrazba iz literarnega teksta v strip, to obstaja že precej dolgo, ne? In tudi pri nas v Sloveniji imamo lepo tradicijo slovenski klasiki v stripu, recimo, pa potem imamo tudi te antologije namenjene posameznim avtorjem, ne? Če se ne motim, je Miha Mazzini dobil eno, pa Vinko Medendorfer, ne? To si tudi ti omenil, Andrej. So pa strip preobrazbe, mislim, da prvi tak primer pri nas pravzaprav, ko imamo na eni strani antologijo sodobne slovenske kratke proze in na drugi strani tako rekoč sodobne striparko in striparje, ne, ki so prispevali svoje delo. Tako da se tukaj lahko vidi poetika iz obeh strani. Je to... Kaj je za vas, recimo, to, kar si rekel prej o uprizorljivosti? Kaj je uprizorljiva zgodba? Zgodba, ki ima, kot pravi Žiga Rus v spremni besedi, eno tako klico striparskega.
Ja. To je vprašanje za... Mislim, da ima vsak avtor pač nek lasten pač preference, recimo tako do nekih besedil ali kakorkoli. Pač, ne vem, jaz sem dosti zgodaj pač tako tudi padel v to prizarjanje oziroma pač upodabljanje nekih literarnih besedil. Mogoče to posledica, ne vem, mojega interesa pač za literaturo, recimo, je pa zanimivo, da recimo že pri moji prvi pač knjigi, prvi stripovski album Lustri, recimo, je Aleksandar Zograf rekel, da to v bistvu ni klasični strip, da gre v bistvu za neke vrste strip poezijo, ne. To se mi je zdela ena taka dosti lepa oznaka, sicer tam sem imel tudi že neke stvari, ki sem jih pač uprizarjal in to vedno mi je bilo tako, ne vem, meni se je zdelo vedno tako osebno, tako neka stvar, ne vem, če me je pač zintrigirala ali ne vem, pač zdražila, mi ni dala miru, recimo sem rekel, sploh ne bom vprašal avtorja in bom kar naredil po svoje, tako da v bistvu, da sem tako na en tak svoj pač barbarski punk način pač se lotil nekih stvari, ki sem rekel, sej pač nisem niti sprašal, niti za avtorski, niti za... Tudi za tvoje kasneje, recimo, ko sem, ne vem, Fejota srečal, sem rekel, veš, sem naredil ene 3 stripe na tvoje haiku, je pa na tvojo poezijo. Je rekel, ja, super, pač sem mu dal knjigo in smo se kar tako zmenila, recimo. Tako da, ja, zdaj sem se čisto udalil od tvojega vprašanja. Kar je čisto v redu. Pa verjetno ne znam odgovoriti, no. Mogoče. Sej, Tanja, ti si v bistvu že prej, ko si nekoliko opisala to, kako si izbrala zgodbo Vesne Lemajč, odgovorila na to vprašanje, tako da bi ga tukaj mogoče pri tebi malo drugače zastavila, ker si tudi ilustratorka. Kako pristopaš k literarnemu besedilu, če veš, da bo iz teksta nastala ilustracija ali pa če veš, da bo iz teksta na koncu nastal strip? A je kakšna razlika v pristopu? Zdaj, če se vrnem za en stav še nazaj, ker se mi to še prej ni zgodilo, recimo, da me je pri tej zgodbi tudi zelo pritegnil naslov, ki mi je takoj dal tako, glede na to, da je črno-bel strip, mislim, da smo bili omejeni in ta stik mi je potem, je naslov, ne, stik je naslov, mi je takoj dal eno tako vodilo, no, za barvni kontrast. Kar se pa tiče ilustracije, pa tako, jaz tudi v ilustraciji so mi najbližja dela, ki so mogoče dotikajo malo koncepta samega stripa, se pravi bolj gostega ilustriranja, se pravi ilustrirane knjige bolj kot recimo slikanice. Ali pa v slikanici iščem način, da znotraj ene ilustracije vključujem like, ki se premikajo. Se pravi, nekako je moj naravni, ali kako bi rekla, jaz si želim nekaj malo gosteje zgodbo zagostiti oziroma teže izbiram posamezne prizore. Tako da strip mi je v tem zelo fajn, ker lahko zgodbo sama določam, zgodbi sama določam hitrost ali pa ritem ali pa samo medtem, ko pri ilustraciji pač ti izbereš prizor in se kdaj res zelo težko odločim za njega. Pri slikanici je pa pač to, ena stvar je malo podobna, je to, da pri slikanici ravno tako je brez besedila ali pa brez slike stvar celota ne funkcionira, oziroma je ne povežeš v eno tako in tukaj pri stripu je tudi to. Tako da v bistvu na nek način je razlika ta, da tam se odločaš za posamezen prizor, ki ga boš ilustriral in se mu posvečaš na vseh nivojih, tukaj pa pač razmišljaš o prepletu in temu, kaj se dogaja na dveh straneh, kaj se zgodi, ko obrneš list, koliko povzroča,
kako zavrti zgodbo, zadnji kader na strani in take. Tako. Pač seveda v dialogih, o spremenjenem besedilu, vse to pač razmišljaš, čeprav ga je recimo nekdo tudi prej že napisal, ti koristiš ponovno to vse, poskušaš ugotoviti, če funkcionira, pa se potem spet vračaš, če sodeluješ z nekom, ki pa piše. Andrej, tebi bom spet mogoče malo drugače podobno vprašanje zastavila. Se ti je kdaj zgodilo, da bi pisal scenarij prav posebej za strip? To se mi sicer ni zgodilo, pa tudi nisem razmišljal, morda bi, če bi dobil pristopilo, da se ne bom samo hecal, kaj sem zelo razmišljal o tem, ko je Tanja govorila o tem, da tukaj imamo zelo zanimiv, zelo različne pristope k temu, kako se je treba tekstov lotiti. Namreč nekateri striparji so morali narediti tudi notranjo montažo zgodbe, so morali premontirati zgodbe, jih skrajšati, jih predelati. V mojem primeru tega to ni bilo potrebno, kajti vse besede, ki sem jih zapisal v zgodbi, ki je dolga 15 vrstic, so bile lahko uporabljene, kar je zelo redka stvar. Tukaj seveda je, moram reči, ustvarjalec porabil še toliko več, je bil manjši manevrski prostor, da je po svoje interpretiral. Kada nekaj delaš, Andrejeve, recimo, so bile meni vizualizacije, bom tako rekel, da ne bomo rekli, da so bili to stripi, vizualizacije so bili zame zelo inspirativni. Obe zgodbi ste šli v knjigah, ki sem bil jaz urejal, in bi odprl na te zgodbi, ki sem bil zelo veliko krat prebral, novo perspektivo. To se mi zdi blazno dragoceno pri tem novem mediju. Ne vem, če imate navade, da gledate knjige, filme, ki so posneti po knjigah, in pa ponavadi rečejo, ja, ampak knjiga je bila boljša. In to je problem, kadar hočeš preveč odslikavati. To ni dobro. Res dobri filmi so tisti, ki zapustijo svojo predlogo in potem naredijo nekaj novega iz tega izhodišča v novem mediju. Zato se mi zdi v bistvu, da je zelo fajn, da si vizualizator, da ne bomo rekli ravno stripar, tudi v drugih oblikah vizualizacije to velja, si pusti to kreativno svobodo. In to se mi zdi zelo pomembno. Predvsem verjetno ne gre za to, da je vizualni, slikovni material, kakorkoli ga že imenujemo, da ni reducirano na dopolnilo, vsi predstavljamo, ampak da je pravzaprav zgodba zase. Zato se sprašujem, a je sploh, a vam ustreza beseda adaptacija oziroma priredba? Ker večinoma sem videla, da zgodbe imajo, marsikatera zgodba ima pripis po motivih. Se pravi, da se res preobrazi v nekaj novega, v nekaj drugačnega in postane objekt zase pravzaprav, kar je verjetno cilj, si predstavljam. Ja, v tem najnem primeru, z Igorjem, ki sva delala, je tako, da praktično vsi ti stavki, ki so v zgodbi, so zdaj narisani. Se pravi, recimo, da je poskušala sva slediti neki atmosferi, hkrati pa sva dodala dialoge, ki jih v zgodbi ni. Pa recimo, čisto en primer, zaključi se tako, da piše, da so do prihoda policije, recimo. Midva to narediva na ta način, da nekdo v stripu pokliče policijo. Da ne gre tako, da v bistvu poloviš vse te drobne detajle, ki so pomembni za zgodbo, oziroma ki jih je avtorica želela pač izpostaviti. Ampak jim pa določiš eno neko drugačno zaporedje ali pa ja. V bistvu zaživijo po svoje, da ni tisto, da nekdo napiše, dvigni mi je telefon, pol pa je še slikica taka, da je zraven nekdo. Ja, tako, ja, ni spremni, tukaj ni v bistvu stavkov, uporabljenih stavkov direktno iz temu sva se izogibala in poskušala zgodbo pripovedovati samo z dialogom in z pač kadri. Andrej, bi kaj dodal, ali? Ja, meni je bilo pa tako, da v bistvu preko ziglavki, potem pri zgodbi, pač, ko sem jo izbral,
namrava narisal tega, kar se dogaja, čeprav sem uprizarjal to, kar se dogaja. No. Zelo sem se izogibal prostorom, recimo tako, da bi zdaj točno natančno risal neka lokacija, neka šola, neka telovadnica in tako naprej. Tako da temu sem se izognil. Malo zato, ker sem pač improvizator, pa mogoče tudi, ker sem rekel, ne bi se spuščal v to. Tako da v bistvu jaz marsikaj kar tako poenostavim in me pač nekako nese po svoje. Tako da v bistvu sem kar sledil teksti, Zarjinemu tekstu. Pa so pa tam neke ponovitve, pa neke repeticije, ki se pač dogaja, gremo, ponovimo že v sami zgodbi. Pa sem kar spustil in pa v bistvu tako sem, je začetek, pa vmes manjkajo določeni deli, so neki dialogi, ki sem jih dopisal, malenkostni, dialogi pa kar se govori, je pač na roko delan, pripovedni tekst je kar v tipografiji, sem ga enostavno snel iz, ne vem, tistega printa ali ne vem, tako pač tako. In potem se mi pa zgoščval na konc in je kar tako, ne vem, sta pristali, ne vem, stran ali dve celi, ne pokrajšani, v glavno tako. In pa montiram, pa malo lepam, pa montiram, pa skačem naprej, nazaj, pa se tako v bistvu, ne vem, tako malo mogoče vehementno lotevam enih stvari, tako da upam, da mi avtorica ne zamerila, no. Ker jaz kar po svoje zamahlam in pač naredim tako, ne vem, se mi zdi, da tukaj pač to svobodo, ne vem, so si kar vzel. Tanja, ti si prej omenila, da ko bereš zgodbo, da že nekako vidiš te podobe. Andreja, se tebi isto dogaja, da ko bereš zgodbo, da že vidiš približno, kaj bo pol sledilo na papirju? Ne, meni se dogaja predvsem to, da ko berem nekaj, vedno je neka slika, no, tako karkoli pač berem, tako in poezija in tako. Mi je slika vedno, tako tudi pri pač klasiki, ne vem, sem bral Dostojevskega in ne vem, mi je dogajalo, to je zdaj ta starc, ki hodi po cesti, ne vem, pač to. Saj sem se lotil tudi enkrat, če celo poniženi in razžaljeni, pa sem naredil 2 sliki, pa sem upal, da tako 2 sliki sta še vedno tam in piše samo tako naslov, Dostojevski, čaka tako v glavnem. Sem rekel, ne, in sem kam se to zdaj zakopal, no, rekel sem, no, v glavnem. In sem imel pač tam neki, tako, imam nek film, neki, ki mi dogaja, ne, tako, ki v bistvu, ja, meni vedno tako letijo neki podobe, no, kakorkoli, no, tudi če je zelo stvar metafizična, mi kar tako dogaja, no. Lahko kdaj tudi kar skozi abstraktno ali pa skozi, ne vem, tako kar odplavam nekam, tako da to kar pogosto počnem, no, tako, tudi tako v privatnem življenju. Tanja, si želela še kaj dodati mogoče? Ja, bi sem to dodala, da, kot sem prej rekla, da so vsi stavki narisani. Je pa ena stvar, ki so jo pa izključila, je pa v bistvu točno definirana lokacija. Zato, da pač ravno to temo lahko preselimo pač kamorkoli skoraj. Zdelo se mi je zanimivo, ko si prej omenila atmosfero, a ne? Ko sem brala te strip preobrazbe, sem imela občutek, da zgodbe, ki so bile na koncu izbrane, ne, ki so bile vključene v ta zbornik, da bodisi so take, ki imajo že v štartu eno zelo posebno atmosfero, ali pa recimo neko tako, da temeljijo na dogajanju. Ker si predstavljam, da dogajanje je pač zelo hvaležna stvar, ne, za ilustracijo. Da so torej zgodbe, ki so na nek način, in tukaj, Andrej, je pravzaprav vprašanje zate, ne, zgodbe, ki so na nek način žanrske, pravzaprav bi lahko rekli. Zdaj Žiga ima v spremni besedi ta moment, ko pravi, da status literature, to vemo, ne, v družbi se spreminja, vedno bolj proti obrobju. Strip je bil že od nekdaj na obrobju, žanrska literatura je bila tudi tista, ki je bila vedno na obrobju. A se ti nekako zdi, da so se tukaj stakli na ta polja, da govorijo pravzaprav o nečemu, čemer visoka literatura, kot se je temu nekoč reklo, kamor ni zahajala? Zdaj hočeš reči, kako so se združile te tradicionalno marginalne in novo marginalne skupine zdaj skupaj prodirajo spet proti središču, to je taka velika tema, da zdaj ne bi mogoče odpiral, ne?
Ampak mislim, da je prišlo prej, ko je Andrej govoril o tem, kako svet spremlja, oziroma literaturo spremlja stalno vizualno, ne, da jaz pravzaprav potem ravno obratno, ne, jaz pa zmeril vizualizacijo prevajam v besede in pa sem osvestil, na kar do zdaj še nisem pomislil, pa sem to zgodbo res velikokrat bral, to, ki je v tej antologiji, sem res velikokrat bral v javnem nastopu, pa še do zdaj nisem pomislil, da je nastala točno iz nekega prizora, ki sem ga videl, za tiste, ki ste s tem še prebrali, da boste pol. Res sem enkrat vozil avto nekje v Firencah in pred mano je neki ženski, ki je bila samo v zgodnjem delu bikini kopalk si je nitka odvezala. In to mi je ostalo 20 let v spominu, na enem hipu je iz tega nastala zgodba, ki je zdaj tudi čudovito vizualizirana. Hkrati pa se spomnim še enega detajla. Ko si vodil te delavnice pisanja kratke proze, mislim, da je bila ena od tvojih vaj tudi ta, da si udeleženkam in udeležencem predvajal film brez besed, na podlagi katerega so potem morali zgodbo napisati, kaj ne? Kakšen je bil namen te vaje in kakšni so bili potem rezultati? Je prav to, da dobimo iz nekega drugega okolja dobimo inspiracijo, netradicionalnega, se pravi besednega okolja, ne? In ti rezultati so bili zelo zanimivi, tudi so bili celo objavljeni v knjigah. Teh filmov je bila cela vrsta in so bili blazno različni za poznavalce filmske umetnosti. Šli smo od nekega zelo kratkega filma Beletara, ki je posneto enem samem kadru, pa do videospota Kylie Minogue All the Lovers. Če si lahko zamislite dve bolj različni vizualizaciji, potem veste, da so bile tudi zgodbe zelo, zelo različne. Zdaj, položaj stripa, ne? Da se ne bomo spet k temu obrobju vračali, ampak položaj stripa je dejansko zelo zanimiv, ker na eni strani je to umetnost, ki združuje ta zgodbeni del, se pravi, ima svojo, recimo temu literarno plat, ima pa tudi svojo zelo močno likovno plat, ne. Hkrati pa niti ena, niti druga plat si ga zares ne lastita. Kje vidite v bistvu položaj stripa v Sloveniji danes? Bolj na obrobju, bolj proti središču, nekje vmes? Je meni margina kar všeč. Se udobno počutam, pa tako, ne vem, pač ni konkurence, a ne. Tako da meni noben ni konkurent od slovenskih striparjev, tako ga ne čutam res tako dejansko, v nikakršnem, niti v likovnem, niti v kakršnem koli smislu, no. Tako da v bistvu to mi je okej, v bistvu tudi na nek način sem že kot mulc, pač tako kot mladenič, ki sem začenjal s temi stvarmi, sem namerno izbiral stvari, ki so obrobne, tako da na koncu zdaj pač te moji mediji, ki se rekla na različnih področjih likov, ne vem, kaj si prebrala, pač umetniškega ustvarjanja, pač tako sem vedno izbiral tako neki, pač tako najprej bil, ne vem, strip, najprej bil v bistvu fotografija, no. Pa je mi fotografija postala premalo, pa sem začel delati neke fotoeseje, pa fotozgodbe, pa tako naprej, katerim se mogoče še kdaj v življenju vrnil. Glede na to, da sem zadnjič prebral v Stripburgerju, da Paul Gravett, ali kaj reče, da fotostrip, pa tega pa ni kaj dosti, to bi lahko mogoče se lahko razvil. Tako tudi sam pomislil, sem rekel, se ta fotostrip je res, ali je zelo bizaren, zelo tisto, ne vem, ko se dva pač pogovarjata, pa je ta klasični dialog, tako filmski neki, tako ti rečeš, meni neki je step, pa to kadriramo, pa naj ukaže, da so tam eni kavarni ali oni stolpanci. Ne, tako pač tako bolj skozi en tak drugačen način se lahko še lotevali tega v bistvu fotostripa. Pa to mi je postalo premalo, pa sem najdel strip, tako oziroma pač odkril strip, pa je nek film, pa tako sem rekel, ne bom zdaj filmov, pa tako sem začel delati v bistvu neke eksperimentalne filme, ki jih noben misli, tako pač so bili dosti negledljivi, pa to. Pa k njim se kdaj še vračam, tako da ta zadnji je absolutno, ne vem, prav živčen, ga te naredi po moje, ko gledaš, ne. Tako da, pa je lutke, pa to v bistvu vse je bilo tako neka margina, vse je imelo pa nekaj skupnega, pač neko naracijo, se pravi, nekaj povedati, ne, in v bistvu to je pa tudi bistvo, no, nekaj povedati in ne vem, ki je pač meni zmanjkalo, sem pa najdel predlogo, pa sem delal na eno predlogo in se pač nisem tudi s tem obremenjeval. Tako da, je pa tako v bistvu tudi, da
bo tako, dokler pač bomo imeli tak odnos do kulture in do samih ustvarjalcev. No. Se zdi, da to itak tako čist podcenjen, honorari so, mislim, bizarni. Ne vem. Mislim, da če bi hotel dobiti dostojen honorar, recimo za nek stripovski album, ki ima 100 strani, za katerega porabiš, ne vem, leto in pol, ali ne vem, 2, bi moral biti honorar za tak album, ne vem, 20 evrov. Tako da tukaj ponovadi vzamemo eno številko ven, mislim preč, pa dobimo pa honorar za tak album, ne? Tako da mogoče je bolj dobičkonosno biti tonski tehnik tam, nekaj nas zdaj vzbučuje. Obrobje, skratka, obrobje je fajn, dokler ne pride do vprašanja honorarja. Evo, tamle se strinja kolega, ja, tako da, ja, jaz tudi kdaj tako sem vesel, ker zaslužim s kakšnim kratkotrajnim delom kot tehnik ali pa kot, ne vem, pomočnik pri realizaciji kakšnega umetniškega projekta, več kot skoraj za kakšen svoj projekt, tako da, ja, ostajamo na margini. Tanja? Ja, jaz to čutim res kot eno tako polje svobode, no. Prav to vrstni projekti mene v bistvu totalno napolnijo, osrečijo, dajo mi energijo za naprej. Tako res čisto sem srečna, no, da obstaja pač Stripburger in v tem primeru pač literatura, da pač nekaj skupaj lahko naredimo. In ta svoboda je pač povezana točno s tem, ker pač, mislim, to nekako pričakuješ glede na razmere tudi, v katerih delamo. In ta svoboda pripelje tudi do zelo zanimivih rešitev, ki pač poganja pa potem tudi tisti bolj komercialni. Mislim, ideje definitivno izhajajo veliko iz tega področja, s katerega potem črpa tudi bolj komercialna produkcija, recimo. Je pa, ja, ustvarjati oziroma založniško imeti produkcijo stripov pomeni imeti tudi nova uredništva, financiranja in mislim, da bi jih bilo več. Že zdaj je porast izidov precej večji, ampak predvsem zaradi tudi prevodnih dela, ne, ki so pač bolj ugodna, mislim. Jaz sem hotel bolj podražati kolege striparje na odru in najbrž tudi v publiki, mogoče s takim navidezno in za preživetje nepomembnim, ampak za, kako se temu veličastno reče, kanonizacijo, pa pomembnim dejstvom, ne. Seveda je strip marginaliziran, ampak tako kot vsa ustvarjalnost. Če primerjamo različne discipline ustvarjalnosti, bomo vse povedati. Miki Buster je dobil Prešernovo nagrado Prešernovega sklada, pa ni dobil samo en najbolj uspešnih slovenskih striparjev vseh časov Tomaž Lavrič, ampak tudi drugi letos nagrajeni Cedil Horjak. Če zdaj to primerjamo s kakšno drugo umetnostno disciplino, pa ne bom zdaj govoril recimo o direktorju fotografije, mislim, da imamo samo Marka Brnarja in nekoga drugega, pa je tudi nek vizualni ustvarjalec, ampak področje, ki ga Tanja zelo dobro pozna, pisanje za otroke. Po mnogih desetletjih izjemno prodaljivega pisanja je dobila prva ustvarjalka Anja Štefan to nagrado že kar v zrelem letu in nagrado Prešernovega sklada. Čakamo še za Prešernovo nagrado za nekoga, ki en tak žanr ustvarja. Da so pa finance v umetnosti takšne, kakršne so. Tukaj lahko zdaj navajamo še veliko drugih strašljivih številk, ampak je zelo dragoceno se spomniti tudi to, kar je Anja prej omenila, da hkrati pa morda prav zaradi tega, ker so te stvari tako zanemarljivo in sramotno plačane, omogočajo bistveno večjo ustvarjalno svobodo. Malo kateri slovenski literat bi lahko v ameriškem literarnem sistemu pisal kaj drugega kot žanre, če ne bi bil služben na univerzi, če malce cinično sklenem to observacijo.
hkrati je pa to tudi tisti hakeljc, ne pravzaprav, veš, da se reče, da ljudje boljše ustvarjajo, ko so, mislim, da ne bomo padli na ta hakeljc, da ljudje boljše ustvarjajo, ko dobijo nižjo plačo. To so take klasične totalitarne tolažbe, to seveda ne drži, to je nemogoče zatrjevati. Seveda boljše ustvarjaš, če ti ni treba misliti na to, ali boš bil jutro kaj zajesti. O tem ni dvoma. Čisto mogoče eno tako splošno vprašanje za vse. Prej smo nekako omenili, ne, da največ teh preobrazb v zgodovini stripa doživljajo literarni klasiki pravzaprav. A se vam zdi, da so klasiki mogoče bolj hvaležen material, zato ker jih večina ljudi že pozna, ali da recimo nova literatura ponuja neke izzive, s katerimi se vsi niso pripravljeni spopasti mogoče? Ne vem, to je mogoče bolj vprašanje za kakšnega urednika, no, ki se mogoče s tem ukvarja. Ja, mislim, lahko je bolj predvidljivo, ne vem, tako zdaj pač, autobiografija ali pa ne vem, Kafka ima kar neki variant, recimo. Ne. Veš kaj, Andrej, mogoče bom pri tebi drugače zastavila to vprašanje, ne? Ker ti si se ukvarjal v ostrih ritmih s poezijo Srečka Kosovela. Hkrati si pa tudi nekdo, ki sam svoje besedila ustvarja, potem prej, ko si omenil Lustre, tam imaš tudi ene take vizualne izseke, ki so na film vezani, na Eisensteina, če se ne motim, pa na Theodorja Drejerja in tako naprej. Kako pristopaš k temu? A veš, da imaš na eni strani enega takega klasika, kot si je Srečko Kosovel, in na drugi strani mogoče ali svoje zgodbe, pa zgodbe, v tem primeru sodobne avtorice. Ja, Kosovel je itak, mislim, Kosovel je povsod, to je res tako prav, mislim, je že tako kar perverzno, tako se je rekla tam ena Krašovka, je rekla, ja pač zato, ker ni avtorskih pravic, ga pa kar vsi lastimo in je pač povsod, tako, res je, mislim, tako pač, od pevskega zbora, pač tam lokalnega, pa nič slabega o tem, pač tako, da res, mislim, jaz sem ga pač se lotil zato, ker sem imel že kar nekaj narejen, pa je to spet plod pač neke, tako, okej, že kar nekaj imam narejen na to, pa tako matral me v bistvu, tako, me veliko stvari njegovih še vedno matral, pa sem imel nek spisek, pa sem se ga pač lotil tega spiska, seveda imam srečo tukaj, da je pač revija Stripburger in njihovo uredništvo, da so tako prizanesljivi, da v bistvu nimam problem, mislim, tako pač tako verjamejo vame in v bistvu vse, kar sem naredil, sem izdal prek njih, ostalo sploh nisem poskušal ponujati katerikoli založbi, ki verjetno sploh ne bi odprl ali pa bral ali karkoli bi rekel, ne vem, kar nekaj, Tako da v bistvu, ja, mene tako zanese, veš, mene tako pač, tako mislim, jaz sem že zelo zgodaj, recimo, ne vem, tako pač v to povezavo z literaturo, pač tako, mislim, pač prej tak sem bral, recimo, potem pač sem spoznal, recimo, v Kranju Francija Zagoričnika, smo z njim delali kar nekaj stvari, sicer neki performansi, pa to, pa mi v bistvu všeč postalo, oziroma pač tako sem se spoznal s to vizualno, konkretno poezijo, mail art, whiz test, gibanje, v glavnem tako neke stvari, ki so mi bile blazen fajne, ki so bile seveda čist spet obrobne, pocen, do it yourself, v glavnem tako. In to me je kar tako precej zaznamovalo tudi pa, tako, ker sem pač rekel, okej, sej pač besedilo, vizualizacija, tudi sam sem pa delal, pač ustvarjal neko tako vizualno poezijo, kdaj še vedno se mi kaj pripelje na papir, tako recimo kaj naredim pa to. Glavno, to je ena mapa taka, ki počiva. In pa vse te izkušnje, v bistvu pa avantgarde, to mi je bilo tudi zelo pomembno, pač da nadrealizem, ne vem, pač tako neki futurizem, ne vem, ruski plakat, ne vem, poljski plakat, ne vem, tako pač vse se mi je pomešalo. Pa filmi, pa glasba, pa literatura. In pa se v bistvu že v lustrih se znajde, ne vem, kaj vse. Se imam sabo, pa se ne da vam potegniti v glavnem. Od Prešerna do Tisnikarja, od, ne vem, Zarja, ti si prevajala Evgen, koga si že? Gjevik. No, njega sem najdel eno notico, imam njegovo, tako ena pesem Notica, dosti zgodaj, sploh nisem vedel, sem rekel, to je en Srb, ki je živel verjetno v Parizu, ali ne vem, sploh nič nisem vedel.
Pa poj Fejo, pa kaj sem imel še? Pa Zagoričnik, pa v kompostu sem imel še dodatno pač dozo teh literarnih zadev. Sem delal nekaj na haiku, pa začnem v bistvu že dosti zgodaj Grandville, pa poj že Kosovel, pa poj Harams, pa spet Kosovel, pa neke moje nebuloze, pa Vitomil Zupan, Levitan, pa poj kar tako prihajamo, pa poj Vinko Mederendorfer, glavno kar en tak miks, pa poj spet en haiku, neki haikuji, pa spet ene moje zmišljene zadeve, pa Ramoveš, pa kar en dada, pa vglasi, antivglasi na koncu. Kar precej poezije, ne zgleda tudi pesniški izraz, mogoče, da bolj ustreza tvoji vizualni poetiki. Ja, mene to koji zadane, tako, ni treba tako, da ustrajam, ne vem, 200 strani, meni to vedno tako, poezija mi je bila zmer tisto, pa za vžep, pa za nahiter, pa tako v glavnem. Enkrat sem ne vem koga pelal, se po mojega ni tukaj, ne vem, enega mislim, da od članov uredništva, pa je rekel, še enkoli se nisem vozil s tipom, ki ima knjižnico v avtu. Sem bil posod zabasal, ne tako, ne vem, šerpe, pa ne vem, neki tam meni apokalipse, pa v glavnem tako neki, kamor si dal kaj izbasati, sem imel, pa tako čakaš, ali ne vem, neki pa vzameš, pa prebereš, pa je ena pesem ravno na dozadu, zelena, gremo, ali ne vem, neki tako v glavnem. Tako da, ja, poezija mi je tako en tak top, no, tako se mi zdi tako tudi, da tudi pesniki, kar se poznam, mislim, kar jih poznam, tako so mi dosti tako take sorodne duše, mislim, tako, paše, poezija mi zelo paše, no, tako se mi zdi tudi tako en tako, ne vem, tako bistvo, taka esenca, tako neki, ne vem, tako. Tanja, si se že kdaj lotila poezije z tega stripovskega vidika? Si se pa Cankarja, kaj ne? Ja, glih, to sem hodila. V bistvu, ja, ta projekt nas je delal 6 avtorjev, ne, in moram reči, da je bil eden najbolj zahtevnih skoraj, kar sem se jih lotila, no. Predvsem zato, ker pač ti ta Cankar te tako ves čas opazuje in če včasih se ti zdi, da bo šlo vse narobe, no. Če karkoli boš naredil, da pač je tle vzadaj res toliko ene teorije in vsega, da pač to me je precej preganja, ne. Ampak potem je Boštjan, ki je Gorenc Pižam, ki je pisal, je šel precej svojo pot in to je pa olajšalo v bistvu samo delo, pa tako da meni te klasiki, kakor so mi zanimivi, če jih berem od koga drugega, sploh če se odmaknejo dosti od izvirnika, so mi precej zahtevni. No. To, kar si... Poezija. S poezijo, ja, prvo. Poezija pa, ne, nisem še, čeprav pa tudi, mislim, naključje je bilo to, da sem ravno brala od Stanke Hrastelj, zdaj v novi številki, ali je bila to prejšnja, no, in sem rekla, wow, to pa bi recimo se dalo stripiti, ne, recimo. Tako da, pol mi je pa Tanja pač povedala, da delajo pač ta projekt, ne, tako da, se pravim, to, ko berem, če se mi prikažejo pač kadri, oziroma če vidim v tem neko možnost likovne interpretacije vzporedno, ne, da to nekako združim, zakaj pa ne, mislim, ne vidim v tem nekaj problema ali pa... Je pa treba po moje tako, kot pač pri ilustraciji, kaj poezijo pač drugače ilustriraš, ne. Bolj odprto, nedobesedno, hočeš se odmakniti, ustvariti en vzporeden svet, ki se pa nekje pač vse v nekem tonu, v neki atmosferi pač združstva, no. Se ti zdi, da bi bilo v bistvu ta preobrazba poezije v strip
dosti bolj osebna, tudi na tvoji ravni, da bi recimo več tebe terjala, tvoje osebne interpretacije, tvojega osebnega branja? Ja, verjetno, ja. Oziroma, meni je tako težko skoraj nemogoče mi je včasih besedati poezijo, ne. In mi je všeč, kako, zdaj ta izziv se mi zdi dosti tak, zdaj kako v bistvu nekaj, kar samo čutiš, oziroma samo nekako te nekaj objema, ali kako bi rekla, kako zdaj to narisati, ne. Se pravi, eni taki novi izzivi so, kako to simbolno, metaforično prenašati potem pač v likovni jezik, ne. Mogoče je lahko tudi bolj abstraktno, ni tako konkretno s predmeti ali pa mogoče ti več tega dovoli, no. To se mi zdi zanimivo. Andrej, si kdaj bral klasike v stripu in preskočil pravo branje knjige, ali si bil tak vesten bralec še od nekdaj? Jaz sem bral tudi na ta način, ne. Včasih sem bral tudi klasike v stripu na mesto pravega branja knjige, ne. Ampak zdaj malo sem spet razmišljal, ne, o tem, kar si prej rekla, ne, kako je strip v bistvu v svojih predelavah obrnil bolj v klasiko kot v sodobnost, in seveda to ne velja samo za strip, ne. Velja tudi za film. Slovenci imamo tudi zelo velik nad svetovnim povprečjem posnetih filmov po knjigah, ne. Mogoče se tle res malo izkaže, kot mi je rekel temu Aleš Debeljak, da smo narod, ki je nastal iz duha poezije, ne, da damo večjo težo pisani besedi. Po drugi strani je pa zanimivo, tudi sem zdaj razmišljal, sem pričakoval od tebe kakšno tako vprašanje, kaj pa ti misliš o tem izboru ali pa kaj tasga, ne. Tudi do tja bomo še prišli, ampak ko si že načel to vprašanje. Hvala, mislim, da priznamo, po pravici poslala mi je prej 2 vprašanje, to je bilo eno od teh 2 vprašanj, ne. Zelo zanimivo je bilo tole, ne, da sem 6-krat sem že prebral ta seznam avtorjev, ne, in vidim, da so to v bistvu vse, čeprav mlajši, če to lahko rečem za vse, razen zase in za Miho Macinija, ne, čeprav mlajši so to vse precej etablirani avtorji. Vsi so dobili kakšno literarno nagrado ali kaj takega, ali pa so bili vsaj kandidati zanjo, torej po literarnih kriterijih so bili dovolj etablirani, ne. Na nek način mogoče, sprašujem se, mogoče kolegi striparji vejo, naš najbolj etablirani avtor, to je Drago Jančar, ali imamo sploh kakšno stripovsko predelavo, ne. Takoj sem se spomnil 2 zgodb, če so tukaj zdaj striparji, ki razmišljajo, kaj bi delali, ne. Ena odlična zgodba Savana o spolnem nasilju, zelo vizualna, in ena večna zgodba Nedelja v Oberheimu, če v enem stavku obnovim, mirno podeželsko mestece, pisatelj tam ne ve, kaj se dogaja, vsi grejo nekam v cerkev, v klet, bolj v cerkev, po maši, ne v klet, kaj pa delajo, vsi se učijo streljati, za vsak slučaj, ne. Zelo zanimiva, večno aktualna zgodba, napisana v zgodnjih 90-ih, se mi da čudovito vizualizirati to zaspano vasico, tako naprej, evo zdajle Štuler si že piše to v svoj mentalni spomin, morda še bilo, ne bo mogoče zanimivo bi bilo so narediti različne vizualne uprizoritve ene in iste zgodbe. To mogoče ni izziv za Strindberga, Rodnica Zadaj, zdaj jemlja malo v misli, ne, mogoče predvsem literatura projekt. Tukaj vidim še tisto, kar smo prej poudarjali, kot blazno dragoceno, da ne gre za ilustracijo literature, ampak da gre za interpretacijo literature, ne. V tem primeru bi spoznali še nove možnosti tega ustvarjalnega sobivanja. Vsekakor je ta prehod v drugi medij tudi recimo za literarna dela dobra priložnost, ne, da dobijo tako rekoč drugo življenje, pravzaprav še posebej za kakšna taka besedila, ki so malo starejšega datuma, kaj ne. Tudi recimo, mogoče z enega takega, kaj zvem, zgodovinskega vidika, zdelo se mi je pač prav zanimivo, da včasih so se te priredbe, večinoma prvotne priredbe se mi zdi, so bile večinoma precej parodične, no. Se mi zdi, da šele v zadnjem času se teksti tretirajo na en tak malo bolj, kako bi temu rekli, nočem reči resnoben način, ampak trenutno je to edina taka beseda, ki mi pade na pamet. Če lahko govorim kot profesor zdaj malo, ne, to bo zdaj tako metatekstualnosti, ne, tle imamo gotovo iz teksta ven pride strip, ne, imamo zbili 2 možnosti. Na eni strani je dekanonizacija oziroma destrukcija nečesa, kar je že kanonizirano, in to pa se ironizira.
Po drugi strani se bo včasih etablira tudi kaj, kar ni uveljavljeno. In zdaj, če se navežem na tvojo prejšnjo misel, je seveda literatura že toliko marginalizirana, ne, da mogoče je zdaj ta da izgubiš več spoštovanja, če pokažeš nekaj spoštovanja do takšnega nekdaj zelo na, kako bi se reklo temu, prestol domovine prikovanega ustvarjanja. Zdaj v bistvu se mi zdi, da smo prišli do točke, ko bi jaz naslovila publiki besedo. In sicer me zanima, če ima kdo med vami kakšno vprašanje, komentar, bi se kdo vključil v pogovor. Jaz pa eno vprašanje, ja. Kar. Hvala. Knjigo imam, ampak nisem še prebral. Imamo v bistvu vprašanje, če kakšen brezbesedni strip noter. Namreč, tudi vprašanje imam pravzaprav za striparja. Če ste v kakšni točki razmišljali o tem, da bi zgodbo upodobila stripovsko, ampak brez besed. Skratka, to je nek tudi sodoben trend, je nek zanimiv vidik stripa, pa mislim, da bi tudi to bila potencialno zanimiva točka za odkrivanje kombinacij stripa in literature nasploh. Tanjina zgodba, mislim, Tanja, tvoj pristop je na nek način tak, da skrči število besed. Ja, ampak sem vseeno dodala dialoge. Ne. Zdaj, konkretno pri tej zgodbi za atmosfero na plaži, recimo, ki je v tej zgodbi, pač potrebuješ nekaj pogovorov, tistih šumov pač v zadnji, tako da čist izogniti se temu pač nisva mogla, ali pa mogoče bi se dalo, ampak potem bi potrebovala več strani, se pravi en tak. Ampak se mi pa zdi to zelo zahteven, ne? Zelo zahtevno je in brati in risati strip brez besed, tako se meni zdi, predvsem včasih pol zelo pomaga, ne, če kakšen stavek kje ali pa kakšno spremno besedilo, ki te malo ti da en tak povod za razmislek vnaprej, če besedilo, mislim, če zgodbo ne povežeš takoj. Ja, ne vem. Dobro, mislim tako, všeč mi je to v bistvu delati zgodbo, ja, ki je napisana, pa jo narediti brez beseda, ne vem. Po mojem ni bil noben dost drzen ali pa, ne vem, pač, ja, ali pa dost inteligenten, se vemo, da je to najtežje, no. Tako, brez besed strip, to pač ne rabiš prevajalca, vsi se režijo, mislim pač to nekaj tako lahko, ali ne vem, no, pač ni samo to, ampak, ja. Izziv, dober izziv, no. Še večji izziv bo to pri poeziji, kaj ti predstavljajo si v zgodbi lahko z vizualijami poveš vsaj zgodbo. Zdaj boš moral pa povedati poezijo iz podobo. To se zdaj ustvarja, morda najbolj ljudoški, bodo ta izziv sprejeli. Ja, sam tam je fora, recimo, ne se Franci Zagoričnik malo opusniča, ne, ker ni nič, ne, samo da bi to tudi ti delal nič je brez veze, naravno tam se moralo kaj dogajati, pač mogoče brez besed sam, pač, ja. Zdaj greva že malo estradni program, ampak v opusu nik seveda vidiš, ne, ko bereš ta tekst, ti vidiš strukturo papirja, tako kot pri Cageu 4:33 slišiš škripanje stolov, kašljanje, smrkanje in podobno, ne, tako da je samo da videzno to nič. Pijanista tudi ponovati vidi. Tukaj pride do besede nekaj drugega, neka druga tvarina, publika v dvorani in tako dalje. In tudi pri poeziji se bo zgodilo, če bo kdo tako pogumen, ne, da bi zdaj zelo izzivali, se bo zgodilo podobno. Ja, Sitar je imel en blazen utrgan album, no, zgodbo o Bogu, recimo, ki je natisnil tako dejansko, ne vem, pač, ne vem, koliko 48 strani ali koliko albumska pač ta oblika, ne. Naslov je, naslovnica je, not so pa prazni kvadratki, pač tako prazni, ki so tiskani, vsaka stran svoje, tako zrisani zase, samo so prazni in to je njegova zgodba o Bogu, recimo. Razumem sporočilo. Še kakšno vprašanje, komentar mogoče?
vse tiho je bilo. Skratka, dobili ste dovolj tega tudi inception materijala in istočnice za prihodne projekte. Najlepša hvala Andreju Blatniku, Tanji Komadina in Andreju Štularju za tale pogovor. Hvala Stripburgerju, hvala Lud literaturi in hvala vsem vam za nocojšnji pogovor. Lep večer še naprej.